Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani direktor Semenarne Ljubljana, gospod Aleš Šabeder, spoštovani minister, gospod Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, spoštovani predsednik Zadružne zveze Slovenije in državni svetnik, gospod Peter Vrisk, spoštovani predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in državni svetnik Cvetko Zupančič, spoštovani župan Mestne občine Ptuj, gospod Miran Senčar, spoštovana predsednica in seveda upravnica uprave Deželne banke, gospa Sonja Anadoli, vodja sekcijsko-poskusnega centra Ptuj, gospod Darko Vernik, cenjeni strokovni delavci Semenarne Ljubljana, predstavniki širše zainteresirane javnosti in pa seveda tudi spoštovani uporabniki storitev. Res me zelo veseli, da sem lahko danes se udeležil otvoritve največjega slovenskega vrta, ki je odraz dolgotrajnega prizadevanja dela strokovnjakov Semenarne Ljubljana, vodilne semenarske hiše v našem prostoru. Posejane vrtnine, cvetlice in dišavnice, travne mešanice, poljščine, koruza in žita odražajo vrhunsko znanje podjetja s stoletno tradicijo. Semenarna Ljubljana je imela pri napredku slovenskega kmetijstva in pridelovanju hrane vseskozi pomembno vlogo. Tako vlogo bo imela tudi v prihodnosti, kajti napredek kmetijstva in pridelovanje hrane v Sloveniji bosta tudi v prihodnosti v veliki meri odvisna prav od razvitosti in kvalitete lastnega semenarstva. Semena so namreč edina valuta, ki nikoli ne izgubi na vrednosti. Zato naj posebej poudarim, da je velikega pomena, da je podjetje Semenarna Ljubljana ostalo v slovenski lasti in dobilo odgovornega lastnika, ki se zaveda vloge in pomena semenarstva v nacionalni ekonomiji in kulturi. Kmetijstvo ima v naših krajih bogato tradicijo. Mnogo rastlinskih sort je značilnih prav za našo krajino in tu dobro uspevajo. Zato je prav, da ohranjamo, kar je slovensko. Vse, kar zraste iz semena in kot pravi stari pregovor, kakršno seme boš sejal, takšno žito boš žel. V času intenzivne pridelave, ko se velika nadnacionalna podjetja za izpodrivanjem tradicionalnih in avtohtonih sort borijo za prevlado na trgu, smo na potezi tudi potrošniki. Z odločitvijo za lokalno uveljavljene sorte bomo pomagali preživeti domačim pridelovalcem ter ohranili naravno in kulturno dediščino. Čim prej moramo stopiti ob bok tistim narodom, ki se zavedajo vloge semen kot genske banke in so jo sposobni povezati z drugimi gospodarskimi panogami, kot sta predelovalna industrija in turizem. Tudi to je namreč lahko priložnost za lokalni razvoj in večjo prepoznavnost naše države v globaliziranem svetu. Spodbujanje domačega semenarstva je pomembno tudi z vidika zagotavljanja prehranske varnosti in zmanjšanja tveganja v pridelavi. Ohranitev avtohtonih sort, ki so prilagojene, da uspevajo v lokalnih pogojih, omogoča ohranjanje samooskrbe in je strateškega pomena. Spoštovani prisotni, semenarstvo se na Slovenskem, saj upam, obeta svetlejša prihodnost. Posebej razveseljivo je, da se širša strokovna javnost, država in zlasti semenarji vse bolj zavedajo prednosti slovenskih lokalnih uveljavljenih sort. To pa je priložnost, da še tesneje povezamo in z znanstveno-raziskovalno sfero in gospodarstvom, kar lahko država spodbuja in krepi na različne načine. In lahko smo veseli, da je eden od glavnih varuhov avtonomnih in udomačenih sort, vrtnin in poljščin prav podjetje Semenarna Ljubljana. Avtohtoni genetski viri so naša enkratna dediščina, ki jo je treba ohraniti tudi za prihodnje rodove. Vodstvu in vsem strokovnim delavcem Semenarne Ljubljana čestitam za dosedanji trud in odlično opravljeno delo, ter jim seveda želim še veliko poslovnih uspehov tudi v prihodnje. Hvala lepa.